Odnosi so zakon. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni oddaji Odnosi so zakon. Danes lepo pozdravljam med nami tudi Agato Hren, ki bo naša gostja. Govorili bova o ženskosti, o cikličnosti, o vlogah ženske, o poslanstvu, ki ga živimo, ki ga imamo. Zato vas vabim, da se nam pridružite, da nas poslušate, ker Agata o tem veliko ve, predvsem pa to, kar ve, tudi živi. Tako da začeli bomo s kratko molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Jezus, prve, katerim si se pokazal po vstajenju, po smrti, pri vstajenju so bile žene, ki so prišle, ki so te iskale v grobu. In si jih ponovno potrdil tako na ta način v njihovi vlogi ženske kot prinašalke življenja. Prosiva te, da si z nama tukaj in tudi z vsemi, ki bodo to oddajo poslušali, da nam pošiljaš Svetega Duha, da spregovori nežno in jasno, to si ženske vse želimo, na srce, da bi se zmogle odpreti tvojim navdihom in ti slediti. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Agata, prav vesela sem, da si se odzvala. Ja, hvala za povabilo. Dej, povej nam malo o sebi. Kdo si, kaj te trenutno zdajle najbolj navdihuje mogoče? Ja, tako banalno vprašanje, ki bi ga najbrž že v teh letih mogla imeti čisto naštudiranega, pa je zmeri ful težko odgovarjati. Jaz sem Agata, letos bom stara 30 let. 10 let poročena. Z Gašporjem imava 3 otroke, tako da to je ta del, ki zdajle se stoji, mislim, moj večinski del življenja oziroma družina, ki zavzema res večino mojih kapacitet in mi je to tudi všeč. Sem pa po izobrazbi socialna pedagoginja, ampak sem že v bistvu po mojem šla v študij socialne pedagogike z vedenjem, da nikoli ne bom nadaljevala v tej konvencionalni smeri, tako da sem že v konvencionalni smeri študija oziroma iskala tako potem kakršnokoli službo. Se še spomnim, ko me je enkrat ena vprašala, kje bom kaj iskala službo, pa sem jaz rekla, jaz ne bom iskala službe. Kaj bo služba najdla tebe? Ne, zato ker bom sama ustvarila svojo službo. Tako. Tako da sem v bistvu začetek moje te poti na poti do raziskovanja ženskosti je bilo v bistvu srečanje z naravnim načrtovanjem družine. S tem sva se s Gašporjem srečala že 1 leto pred poroko, ko sva se odločila, da se želiva torej že prej sistema navaditi, naučiti. In potem je bil tudi v resnici Gašpor tisti, ki me je spodbudil, da sem šla to še študirati. Torej, da bi bila jaz kot učiteljica za ženske potem, za naravno načrtovanje družine. Tako da sem se tega izobraževanja udeležila s 7-mesečnim Oliverjem. Je bilo kar. To je prvi otrok, Oliver? Ja, Oliver je prvi. In sem v bistvu takrat vstopila v en ta svet ženske cikličnosti, en del bi jaz temu rekla. Znotraj tega mi je pa nekaj manjkalo in tudi samo naravno načrtovanje družine, kar se mi je zdela super stvar, ko sem ga nekako osvojila v celem tem konceptu, ki ga naravno načrtovanje daje, se mi zdi, da je vse tukaj še nekaj drugega, tako da nam je ženski cikl bil tudi dan ne samo iz tega, da mora biti še nekaj več na podlagi. Mislim, zakaj? Z nekim razlogom si iskala en razlog. Tako, nekaj globjega. Da ni naša ženska narava izključno pogojena v smislu, pa da je vsa naša cikličnost nam dana zgolj v smislu, da bomo nekako spočele otroka, ampak da ima čisto vsak cikel svojo
smiselnost, tudi vsi tisti, v katerem se pač ne spočne nova življenja, ne? Čeprav je to en višek, se mi zdi, celotne naše plodnosti, tako da dejansko lahko porajamo življenje, ampak tako prav torej, fizično, a ne? Jaz sem bila pa prepričana, da v bistvu čisto vsak cikl na nek način poraja nekaj novega, a ne? In s tem sem se potem bolj lotila tega enega globinskega raziskovanja, kaj ženska cikličnost v resnici nam lahko pomeni čisto vsaki, tudi tisti ženski, ki ni mama. Super, jaz bi te zdaj klele, preden greva na tole žensko cikličnost, ki mene zelo zanima, res. Najprej bi te tako malo izvala, kaj bi rekla, da naravno načrtovanje družine, da recimo pač ženska, ne, pa kaj si rekla, da te je mož pri tem zelo podpiral, ne, kaj to da paru ali pa recimo ženski, že samo to naravno načrtovanje oziroma da se nauči neke metode. Kaj bi recimo rekla, da so prednosti glavne, ki jih ti sama pri sebi predvsem, no, vidiš recimo? Meni je zelo težko na to vprašanje odgovoriti, ker nimam druge zgodbe. Okay. Jaz sem štartala samo življenje, samo spolno z naravnim načrtovanjem družine. Jaz nimam druge izkušnje. Lahko pa nekako potegnem tako kakšna sporočila, ki jih pa zdaj dobivam od žensk, recimo, ali pa njihove zgodbe. Jaz mislim, da je ena glavna prednost ta, da ti naravno načrtovanje družine res omogoči eno tako surovo izkustvo ženskosti. Tako, da je ne moreš ignorirati, da te v bistvu prisili, da se z njo soočaš. In da ne prisili zgor tebe, ampak da v to povleče tudi tvojega moža. A ne? Tako mi zelo velikokrat visoko mislimo o sebi in o svoji volji, koliko vse zmoremo sami in kako lahko veliko stvari, če se za to odločimo, tako tudi speljemo. Ampak v resnici smo zelo šibki vsi in meni so zaradi tega kakšne take prisile, za katere sem se odločila in katero pač moram živeti in reševati potem neke izzive, ki jo ravno ta odločitev za to življenjsko pot prinese. Jo zelo cenim, ker takrat zagotovo bi vzela lažjo pot. Lažja pot, pa vemo, da ni zmeraj tista, ki ti prinese toliko sadov, pa mogoče težja. Rekla bi tudi, da naravno načrtovanje družine ti da dosti enega razumevanja svoje cikličnosti, ampak pogosto lahko pri tem samo ostane. Torej, da ostanemo pri tem, da samo razumemo našo cikličnost na podlagi plodnih in neplodnih dni, torej tistih uporabnih informacij za par, medtem ko če se pa odločimo, da gremo malo bolj resno to vzeti in potem vzamemo še celoten koncept te spremenljive ženske narave, ki je povezana s samo cikličnostjo in celo duhovno pot, ki jo lahko skozi svojo ciklično ženska živi, se nam pa pač res odpre čist nova dimenzija pač razumevanja stvari. Nasploh, meni je zelo dragoceno razumevanje naravnega načrtovanja družine iz teološkega vidika, iz vidika teologije telesa in to se mi zdi, da res, da je to en tak žegan parov, ki živijo vero, ker lahko to razumejo. A ne? Jaz imam moja zelo velika želja na začetku te moje poti je bila, da bi dobila klientke, ki prihajajo iz nevernih, ki niso verne, ki prihajajo čisto iz sekularnega okolja in sem ful hvaležna, ker je dejansko večina mojih klientk zdaj takih, ki se torej za naravno načrtovanje družine odločijo čisto iz tega, ker vidijo tako
dejansko prednost Ja. naravnega načrtovanja oziroma naravnega Kaj bi izogibanja rekla, da so zanositvam. glavni te motivi, da pridejo ženske tako do tega spoznanja, no? Da mogoče tista lahka pot, ki si jo omenjala, ne, v smislu hormonske kontracepcije, ni v redu za njih. Ja, sploh hormonska kontracepcija je ena taka stvar. Ene par klientk imam, ki so prišle zaradi zdravstvenih razlogov k meni, ki so rekli, da niso mogle več uporabljati hormonske kontracepcije, ki je v bistvu jim povzročila toliko zdravstvenih težav, da je bil to velik razlog. In to, da pridejo na naravno načrtovanje družine, da pridejo k meni na program, je ponavadi spada v en del njihovega tako splošnega spreobrnenja usmerjenosti v življenje ali pa njihove miselnosti in tako, a ne pa še v en koncept. A tako kot bolj naravno, bolj v stiku z sabo. Tako. In tako da mi se v bistvu, jaz se s svojim delom se v resnici zelo prilagajam svojim klientkam, njihovi samozavesti in res počasi se gradi to zaupanje v samo metodo in tako da res delamo vse v nekem njihovem tempu, da to lahko sprejmejo kot del sebe. Jaz s samim naravnim načrtovanjem družine nikoli nisem imela problemov zaradi tega, ker nisem imela privzgojenih enih mitov o neuspešnosti in tako. Torej, to pa so ženske, ki so, po mojem je bila cela njihova spolnost v enem takem krču, a bom zdaj zanosila ali ne. In zdaj kar naenkrat bo še pa brez kontracepcije imela spolne odnose, moj bog. Tako da gre res en ta proces zelo počasi. Ja. In kaj bi recimo, Agata, jaz ti rečem, naravne metode se slišijo super, ne? Ampak jaz res mislim, da to ni zame, ne vem, mogoče imam neredne menstruacije ali pa imam kakšne druge težave ali pa me partner ne podpira ali pa ne vem, kaj bi še rekla, da torej, se bojim, da ni zanesljivo, ne? A veš? Torej, neredni cikli so eden izmed tako najpogostejših izgovorov. Ali pa floskul tudi na tem področju, ker nakazuje nekako na neko nerazumevanje koncepta. Ne govorimo o koledarskih metodah. Ne govorimo o nečem. Štetju dnevov, tako, ne? Plus, da nekatere naravne metode pa definitivno sabo nosijo zelo veliko rizikov. Jaz se tukaj moram zmeri kar malo tako sem se kar bregala. Ja, lasje po koncu. Kaj zelo veliko tako ene prisotnosti, ali da se čisto podcenjuje, da ženska prebere eno stvar, eno stran, en članek in pol gre na polno v to in pol štima, dokler so pač cikli šolski, ker večina žensk mi reče, jaz sem čisto srednje cikle in pa pridejo kot moje klientke in vidno, mogoče ni čistko. Kaj sem hotela reči je, da da v naravne metode štimajo super, dokler ne pride en cikl, ki nas preseneti. Dokler imamo vsak cikl iz cikla enak, valjda, takrat lahko tudi dneve štejemo. Ampak v tistem ciklu, ko se pa neka neobičajna sprememba zgodi, v tistem ciklu boš pa zanosila, ker pač nimaš pojma, kako to v tisti situaciji ravnata. In tukaj se pokaže vrednost teh, ne samo metod, kjer je pač je ženska naučena, kako opazovati pa kakšna pravila, ampak tudi celotnega sistema, kjer smo zihar, da ženska tisto prav razume. Torej, zaradi tega jaz vodim tudi skupinska srečanja, ampak na skupinskih srečanjih jaz jasno povem, jaz tega ne bi. Teh informacij, ki jih ti dobiš na skupinskih srečanjih, jaz ne bi uporabljala za zanesljivo izogibanje zanositvi. Oziroma bi,
dokler se sproščeno izogibam zanositvi, dokler sem v Dokler fazi. dopuščam, recimo, Tako, če bo, pa bo. in točno tako. to, Ja, a ne? ja. Ne smemo iti v to črno-belo distinkcijo. Dokler sem jaz v enem tem čustvenem stanju, da gradim družino, da bom, mogoče mi zdaj, če pride ta otrok, mi je mogoče malo inconvenient. Neugodno, ne, tako, ampak super, sprejmem, a ne? ne. Ja, to je nekaj čist drugega, kot pa, da si ti v fazi, zaključila sem z grajenjem družine, čutim, da je to nočem imeti več otrok, a ne? Če si ti v tisti prvi, a ne, to je super, a ne, uživaj eno to svobodo, ko čutiš, eno odprtost življenju, enemu presenečenju in tako. Če si pa bolj striktno v tem, pa moraš na tem nekaj narediti. Moraš se malo spraviti v pogon, pa narediti en konkreten research, pa mogoče tudi kaj energije v to vložiti. Je zelo velika razlika med tem, med že samim spektrom, koliko striktno se izogibamo zanositvi, kakšno pot bomo pa ubrali. Za tiste, ki se striktno izogibajo zanositvi, jaz mislim, da ni druge opcije kot to, da imajo res eno individualno spremstvo nekoga, ki jih na tej poti nekako poučuje. Vodi. Tako, a ne. Jaz s svojimi klientkami vedno v bistvu tisto, kar obravnavajo na nekem srečanju, jaz moram na naslednjem preveriti, a so v tistih 14 dneh vmes dobro pa pravilno beležile, a so dobro in pravilno razumele tisto, kar smo se prejšnjič pogovarjali in ali so to prenesle pol tudi v njihovo delo. A ne? Tako da, ja. Koliko je to dragoceno, se mi zdi. Pa se mi zdi, da se v današnji družbi zelo hitro tala te instant rešitve, ne? Te celo pod nekim varna spolnost, pa brezskrbna spolnost, ne, celo v nekem tak paketek se zapakira to, a ne. V resnici gre pa tukaj v zadnji dostikrat potem za veliko strahov pred zanositvijo, a ne. Ali pa, ne vem, pač ja, so potem tukaj taka presenečenja, ki jih dejansko ženska ne želi in pa se sprašujemo, kako je do tega prišlo, a ne. Pa se mi zdi, da je v družbi res ratala tako ne, ali pa ločevanje, a ne, spolnosti od dejansko tudi namena, enega od namenov spolnosti, ki je spočeti novo življenje, a ne, in zakaj prihaja potem do takih presenečenj, a ne, ker pač nobena metoda, pa vemo, da ne more biti 100% zanesljiva, a ne, ampak to pa čisto nobena, a ne, in se mi zdi, da se tukaj res zgreši, ko se že mlade dekleta, ne, vzgaja samo v tej smisli neke zaščite, nekih takih besed, ki po moje sploh ne bi smele biti del spolnosti, ne, zaščita, pa varnost, ker že tako, kaj je bolj to nekaj nevarnega, ne. Tako da ta tvoj vidik, ne, ženske, oziroma tole, no, zdaj me pa zanima, ne, ta ženska cikličnost in to celostno nekako, kakor je zdaj malo razumem, celostno dojemanje, sprejemanje sebe, svojega telesa in tudi razumevanje, kaj se mi dogaja. To je pa čist druga pesem, a ne, to pa se mi zdi, da tako odpre eno tako žensko dušo, no, da spregovori res prav na tisto, ki pa v bistvu smo lačne, ženske, dekleta že, ne, daj malo povej o tej ženski cikličnosti. No, to sem pa, po mojem, se tako bolj spustila, po mojem, že na faksu, ko sem začela pri psihoanalizi, sem si izbrala temo tabu menstruacije. Aha. Ja. Meni so bile zmeraj všeč, malo take provokativne, obstranske teme, take so bile moj žmoht. In to je bil en povod in ta drug povod je bil pa, da sem mogla, sploh ne vem, kako je prišlo do tega, da so me prosili, da povem, da pripravim eno delavnico, v bistvu duhovno delavnico na duhovnih vajah o ženskem ciklu in takrat sem pa začela malo razmišljati v celem tem duhovnem ozadju, ki ga lahko naša cikličnost nosi. No. V glavnem, jaz sem nekako izhajala iz predpostavke,
To mi je dobro, ker lahko govorim o tem okolju, tako se mi ni treba cenzurirati z Ni samo cenzure. duhovnimi vsebinami. Ja. Meni ni šlo v račun, da bi Bog ustvaril nekaj, kar smatramo kot prekletstvo ali pa nekaj slabega. A ne? In tako zelo velikrat, v bistvu polovica ženskega cikla se tretira kot neko prekletstvo. Torej imamo predmenstrualno fazo, ki je podvržena groznim hormonskim spremembam, kjer je ženska breme zase, za vse okrog nje, potem imamo obdobje menstruacije, ko je ženska čist razčustvovana, plus še čist zmedena, brez energije, tako praktično neuporabna. Ja. In tukaj res nekako nas more zaboleti to sporočilo, da je edina vrednost človeka v njegovi storilnosti. In tukaj se mi zdi, da smo v bistvu eno tako veliko darilo, ne samo za ženske, ampak tudi za družbo tako kar spregledali. A ne? Je sploh, ker nam pač ni bila všeč, nam ni bil všeč ta vrečka od darila ali pa v kaj je bilo darilo zavito, pa z tega sploh nismo odprli. A ne? V resnici je pa ženska cikličnost ena tako čudovito sestavljena stvar, ki vedno strmi k balansu. Imamo torej fazo cikla, v katerem je ženska blazno storilna, v katerem imamo, ki je res ženska usmerjena, ustvarjalnost v delo, v tako ekstravertirana, torej usmerjena v druge, v ljudi, usmerjena v en svoj razvoj, svoje delo, a ne, ustvarja. Imamo potem obdobje, ko ženska res nosi eno tako močno čustveno stabilnost, kjer je lahko eno varno zavetje za vse okrog nje, a ne, kjer je nekako že po naravi tistega obdobja nekako bolj usmerjena v eno mediatorstvo, v eno intuicijo, da laže začuti drugega, a ne, da imamo to eno arhetipsko materinsko fazo, a ne. Potem pa pride ta naslednji dve fazi, kjer se pa to obrne. In to je zelo težko razumeti. Razumeti je težko nam samim. Najprej ženski. Tako. In težko je razumeti vsem okrog nas. Zaradi tega, ker nočemo sprememb. Ne maramo sprememb. Nihče, noben človek se po mojem ne rodi s tem, da reče, ful imam rad spremembe. Ja. In tukaj pride en tak obrat v notranji svet. Če smo prej živeli v zunanjem svetu, v eni storilnosti, v enih odnosih, se pa tukaj naredi en obrat. In nastopi faza, ki ni podprta z vsemi temi prijetnimi hormoni, kot sta recimo estrogen pa progesteron, skrbita za to. Mislim, estrogenu se reče happy hormone. Progesteron nas dela tako čustveno stabilne, a ne? In pol ob koncu cikla pa ta hormonska podpora upade. In ne smemo dojemati hormonov kot nekaj, kar se nam dogaja. Hormoni smo mi. Ne samo za ženske, tudi za moške, a ne? So del nas. Tako je, a ne? To smo mi. In v tistem obdobju se pa nekako pokaže vse tisto, kar bi nas pa motilo, kar nas moti. Je tako ena faza, ko si mogoče nadamo ena taka drugačna očala gor in vidimo vse, kar v naših življenjih ne štima. In jaz zelo velikrat to razložim tako kot, veš, da imaš en nazobčen gorski greben, in pol v njih hormoni, a ne, kar rastejo, pač, ko si ti tukaj gor, ne veš, da tukaj spodaj bode, a ne. In pol, ko tukaj hormonska podpora pade, se tisto vse pokaže, a ne. In s tem ne mislim reči, jaz mislim, da je
v tem obdobju glavna sprememba, ki jo je treba narediti v enem obratu razumevanja tega področja. Da ni to neko prekletstvo in breme, ki ga moramo samo pregurati, ampak da se vprašamo, kaj nam pa želi to obdobje povedati, kaj nam želi sporočiti, zakaj je smisel tega obdobja. In glavna stvar tega obdobja je, da nam pokaže recimo vse tisto, kar nas nervira, kar nas ene potencialne problematike, da pokaže temno stran, da pokaže tudi našo senco, ker ni samo, da nas moti vse okrog nas, to je ponovadi tudi obdobje, ker imamo največ enih osebnih kriz, ker je naša samozavest najbolj načeta, ker imamo občutek, da nam nič ne gre v življenju. In zelo velikrat, ko ne pristopimo do tega zavestno, se zgodi, da smo pa res v enem takem kaotičnem stanju. Ni pa treba, da do tega pride. Če bi pa v to vstopila zavestno, da bi recimo že svoje življenje planirale po ciklu, zdaj imamo recimo, ne vem, za 1 mesec naprej si nekako razporediš. Če pa ti že lahko, recimo si splaniraš naprej od ovulacije do menstruacije, ker recimo bolj stabilna faza, kot pa tista prej, pa se lahko nekako na to pripravaš. Si lahko rečeš, to se bo zgodilo v tisto obdobje, si pa res ne upam dati enih takih zelo zahtevnih projektov, nalog. Oziroma, če se temu ne moreš izogniti, da pravočasno prosiš za pomoč. Da rečeš možu, ta mala ima rojstni dan, jaz takrat ne bom mogla, ali pa če ne bom sfolgala, se lahko zmeniva, da ti nekako stopaš Želim, noter. da recimo to pa to ti poskrbiš takrat. Če bom jaz videla, da meni ne bo šlo, ali pa da me bo preveč znerviralo vse. Torej, zdaj smo čisto eno to fazo, ne vem, vsakdanjega življenja pokrile. Nam pa ta faza ponuja še veliko več. In ta je, če si takrat, torej nekako naravna tendenca je, da nam takrat tudi mogoče ljudje grejo malo bolj na živce. Sprav v tem obdobju pred menstruacijo. In takrat, namesto da se silaš v to, da si v družbi, si lahko rečeš, pa se malo vzameš časa zase. Pa vzameš eno knjigico, pa greš na kavč. Točno to. Še boljš pa je... Pa se ne počutiš krivo. Čeprav imaš recimo kaj drugega za početi. Ne smeš se počutiti krivo. Temu obdobju pred menstruacijo se reče tudi kreativna faza, ker naši možgani na en tak način delujejo, da imaš lahko ful kreativne prebliske. Ni to ena taka faza, kjer zelo stabilno lahko delaš, ampak te lahko prešinajo taki res kreativni prebliski in je ful dobro, če imaš takrat čas, da pa lahko na teh kreativnih prebliskih pa še kaj narediš. V vsakem primeru, ko sem pa prej opozorila na to, da se pokaže vse, kar nas v življenju moti, je pa treba vedeti, da so to neka sporočila. Da ni to nujno realen odraz tega, kar v življenju, kakšna je realna situacija v življenju, ampak da vsa ta sporočila v resnici vzamemo resno. Vzamemo jih pa resno tako, da si v tem obdobju pišemo dnevnik. Da si pišemo vse te naše misli, ki nas nervirajo, ker so tam z razlogom. Ker so z razlogom, da jih predelamo. Pa je to lahko, da imaš feeling, da tvoj zakon razpada, da so tvoji otroci čist nevzgojeni in nemogoči, da tvoja sodelavka skozi po tebi hodi. Vse to so ena taka sporočila, katere bomo pa res lažje predelali v naslednji fazi. In to je pa faza menstruacije. Torej, v tej fazi smo jih nekako zaznale, smo jih dale na test listo, vse to moramo obdelati, ne bomo pač se slepile pa gurale naprej eno in isto, dokler pač ne bo cela katastrofa. Ampak smo bile nekako pravočasno opozorjene na vse tiste bolj temačne strani našega življenja,
da na njih začnemo delati. In se tudi takrat zavedamo, da naše doživljanje ni nujno enako z realnostjo, ampak jih vzamemo kot neka sporočila. In potem v naslednjem obdobju, torej v obdobju menstruacije, to je pa tudi zelo se pogosto uporablja prispodoba letnih časov za ženski cikel. Je pa neko obdobje zime, ko vse počiva, ko se narava v bistvu kompostira, ko se ustvarja dobra zemlja. In to je spet ena taka drastična, kako ne rečem, tako drastičen poziv naši usmerjenosti v storilnost. Ker v bistvu ful se lahko naučimo iz narave in iz tega, kako je zima blazno smiselen letni čas. Potreben, ne? Definitivno. Kako je sneg tisti, ki se počasi topi in najbolj kvalitetno napoji zemljo. Kako dobra, mrzla zima ti uniči ful škodljivcev. In nekako da naravi možnost, da v naslednjem letnem času spet v polnosti vzbrsti. In ta neuporaben čas, na videz neuporaben čas, je prvi teden cikla, ko smo ponavadi utrujene, ponavadi niti tako ne moremo, nimamo prostorske zaznave, ne moremo zbrano razmišljati, ta brain fog, torej megla v možganih, prisotna. Lahko so prisotne še kakšne bolečine in tako. In če gledaš res iz vidika same storilnosti, pač to je res useless, mislim, neuporaben čas. Ampak, če pa pogledaš nekako iz perspektive, iz ene celostne perspektive, da smo mi veliko več kot zgolj naši dosežki in tisto, kar naredimo in tisto, kar ustvarimo, pa ugotovimo, koliko veliko v bistvu glih to obdobje nekega mirovanja, neke navidezne pasivnosti, kaj vse nam to lahko da. In v tem delu načeloma ženska lahko začuti eno tako umirjenost, pa en tak stik sama s sabo, ki lahko ful pomaga pri tehtanju vseh teh življenjskih problemčkov, ki jih je v fazi prej našla. In takrat lahko se čisto zanese na to, kakšen občutek ji da, kaj čuti ob tisti stvari. Lahko ugotovi, moji otroci so super, pač stari so to, da zdaj imamo dramo in ta drama bo najbrž trajala še nekaj časa, ampak to so čist normalni otroci in normalno je, da se kdaj počutim utrujena pa izžeta, ker pač to spada zraven. Lahko vidiš čisto v enem takem miru, da dejansko imaš pa res občutek, da je pa treba na odnosu z možem nekaj narediti, pa da nekaj ne štima in da bo treba tukaj ubrati neko drugačno pot ali pa ene korake, vzeti ene korake k spremembam. In čisto jasno vidiš, da pa res nikoli, kako se tista sodelavka do tebe obnaša. In da tukaj boš pa res mogla pokazati eno asertivnost in se postaviti zase in za svoje meje. Da je tudi tvoja dolžnost. In glih to eno obdobje tega kompostiranja, tega ustvarjanja dobre zemlje, ne vem, zdaj sem se lotila letos ful na polno vrtnarjenja. Vidim, da to upeljuješ noter, kar povej.
Da je res vse važno od te zemlje, a ne? Koliko ti gre res unga cajta, da ti dober kompost narediš, a ne? Pa ne vem, koliko enih tehnik moramo uporabljati, mešanje tega in onega, pa še kakšne mikrobe zraven, da ti rata dobra zemlja. In identično je tukaj, a ne? V tej prvi fazi cikla delamo to dobro zemljo, na podlagi katere bo vse pol lažje raslo. A ne? In na tak način, če si nekako res prvoščimo, to je ful težko, pač res je težko, ampak če si nekako probamo življenje zorganizirati v smislu, da vsej prvi dan menstruacije ali pa 2 ali pa 3, tako da gremo res bolj na nežno same sabo, da si vzamemo res več časa za neko tišino, mogoče za samoto tudi, bomo načeloma cel cikel lažje zvozile, ker bomo bolj v stiku same sabo. Manj bomo tudi utrujene. Ne bo prihajalo do ene, recimo, do ene izžetosti, zaradi tega, ker smo nakopičile dost ene energije, pa ne samo ene energije. Predelali smo stvari, ki bi drugače to energijo sami izčrpavale. Nerešene težave so tisto, kar ti izsrka vso življenjsko energijo. Tisto, kar te res obremenjuje. Se mi zdi, da ko ti eno težavo obravnavaš in že sprejmeš naprej te korake, bom naredila, je že ful bolj obvladljivo vse skupaj. Ni tako ena pošast, ki te samo odzadi čaka, ampak vidiš, kako to pošast v bistvu secirati na posamezne koščke, da se je na koncu premaga. Jaz mislim, tole, kar si zdajle povedala, je toliko pomembno sporočilo za nas ženske, ker dostikrat pa, mi same sabo ne vemo, kaj bi, prvič niti... pač itak, ker nimamo tazga mogoče razumevanja, sploh cikličnosti v tem smislu, tudi če recimo poznamo naravne metode ali pa jih prakticiramo, Tako da je res, se mi zdi, da tukaj pa en tak korak naprej, tako kot si rekla, ali pa v globino, tako bom rekla, v globino korak, ker v bistvu, ampak kaj to pol pomeni? Za nas same se mi zdi, da je to pol tista, v bistvu tista priložnost, res sprejeti samo sebe, ker s tem mislim, da imamo ženske velikrat težave. Sprejemanje sebe že pač tako že od najstniških let, ne vem, mi ni všeč nos, mi ni všeč pač ne vem, kako izgledam, karkoli nekaj najdemo, ali pa primerjanje, se primerjam z drugimi. Se mi zdi, da to, veš, če bi to sporočilo predajale že mladim dekletom, koliko bi veliko, recimo, res lahko tudi takih stisk bilo manjših ali pa prej razrešenih. Tako da to se mi zdi res to pomembno področje, s katerim se ukvarjaš in se pa strinjam, da je največ, mislim, predstavljam si, da tako živeti je pa verjetno naporno in težko, oziroma... Predvsem takrat, ko se ti podre sistem. Ker misliš, da imaš tako mogoče vse naštudiran? Ne, zaradi tega, ker življenje pač temu ni naklonjeno. Tako. Mi smo gradili smo hišo in zadnji mesec pred selitvijo, to je bilo tako stresno obdobje, da sem rekla, pač to je treba pregurati, greš v survival mode, pač treba je preživeti. Kje bo čas, da si bom jaz vzela ne vem, čaj za tisti moj, mislim, obred za tisti moj čaj, pa ne vem, kaj, pa da bom možu rekla, danes pa prosim ti za en dan vzemi otroke, ki pride iz 2-dnevnega maratona na hiši, in to je treba vzeti tudi v zakup. Taka obdobja pridejo, ko pride drama v tvoje življenje, se pač sooči s tisto dramo. Pomembno je pa pol zaznati, zdaj sem pa že kar v tem preživetvenih nastavitvah, kljub temu, da smo tega zmaja že premagali, pa dejansko lahko izstopim ven iz te vojne. In ful težko je v bistvu to reči, pa zaznati, da si rečeš, ok, varna sem,
stvari imamo pod kontrolo, zdaj pa imam spet priložnost, da najdem samo sebe v vsem tem Da grem kaosu. nazaj v stik. Ne? Ja, ja. In takrat je na nek način treba vse na novo, ker nisem sama. Jaz živim v mojem sistemu, živim v družinskem sistemu, živim v sistemu s temi, s katerimi sodelujem. In na nek način se je treba spet ponovno repozicionirati v vseh teh sistemih. In ja, to je pa kar zahteven proces. Se mi zdi pa, da je vredno, ker na tak način, ko smo ženske v stiku same s sabo, lažje tudi skrbimo za eno čustveno vzdušje v vseh teh sistemih. Zelo velikokrat se ne zaveda, koliko je, recimo, koliko ženska odnese tega enega balansiranja, da sistem v družini funkcionira, Da se vsi počutimo tako, v da se redu. dobro počutimo. Mislim, da je... Kaj jaz vem, da je, ne vem, da je moj mož 3 noči po noč delal za službo, vem, da bo crknen in najbrž tudi zelo tečen, da so otroci ful zmatrani, ok, jaz moram biti tista, ki sem pa ok, da bomo vsej nekako tole speljali čez. Sem jaz tisti en čustveni mediator tudi v družini, pač, če sem pa še jaz izpraznjena, jaz sesuta, pol je pa kle kolaps. Ja. Pa se pa cel sistem sesuje. In ga si prej omenila, koliko bi bilo, če bi že mlade punce s tem sporočilom živele. Jaz v bistvu sem začela glih iz tega razloga program za mame, za mame hčer. Ampak ne iz vidika, da bojo one pridigale potem svojim hčeram naprej, ampak iz tega, da grejo same skozi ta proces. Ker najlažje potem skozi to, ko one živijo to razumevanje tega enega globjega poslanstva ženske, lahko dajo To predajo svoji naprej. hčeri. Ja. Pa v eni taki dozi, ki jo hči lahko prebavi, ker smo zelo različne. Nekatere so naravno, jih to zanima, jim je tako privlačno, druge pa ne, so pa bolj zadržane na tem področju in na tak način, si hči vzame tisto prebavljivo enoto, ki jo lahko integrira v svoje življenje. Lej, ko si rekla poslanstvo, ne, žensk, ne, pa vem, da si pač žena, pa mamica, ne. Pa že prej, ko si omenila to cikličnost in tudi to, da v resnici vsak cikel, si rekla, nekako, če sem prav si zapomnila, lahko nekaj ustvarimo oziroma se rodi nekaj novega, ne. Pa dej pejva samo malo na tvoje materinstvo oziroma na to vlogo ženske. Lej, glih danes, ko tole snemava, je 13 let, odkar sem jaz rodila prvo hčerko, se pravi, odkar sem postala uradno mama. Moram reči, da recimo zame konkretno moj prvi porod ni bil sanjski, je bil daleč od tega. In sem imela tudi težko sem ga predelovala, no, še pol po porodu, sem res čutila prav eno tako veliko odgovornost, ki jo imam, ne, do pač tega, da sem postala mama in da moj otrok nima druge mame, ne, in da bom jaz mogla biti pač najboljša, kar bom lahko, oziroma dovolj dobra, ne, za svojega otroka. Hkrati pa še toliko tisti, ki je prvi porod, itak čisto presenečenje. Ne vem, če se lahko v resnici pripraviš na vse, pač, kar doživiš. Kako si ti doživljala recimo svoje začetke v materinstvu, no? Pa ker vem, da imaš tudi izjemno porodno zgodbo, pol vsaj sta tretjo hčerko, ne, mislim, sta tretjim otrokom. Malo podeli, no, te svoje materinske plati. Meni je porod ful zanimal že preden sem sploh bila noseča. Tako da, ko sem bila z Oliverjem noseča, sem bila na porodni konferenci, kjer so bile babice pa dule, tako pa jaz.
Tako da to področje, jaz mislim, da to je bil en tak blagoslov zame. Tudi porodne zgodbe, ta zadnja porodna zgodba moje mame, pa moje tete. To je res ta blagoslov velikih družin, ker se lahko že ful veliko naučiš iz tega svojega okolja, iz izkušenj. Pač, ja, Drugih, ne? Tako, Ja. ja. In jaz sem vedela, kakšne zgodbe so lahko, torej, ali pa kakšne zgodbe se večinoma dogajajo v naših porodnišnicah. Vedela sem pa tudi, kakšno zgodbo pa lahko imam. A ne? In jaz kot control freak. To sem malo zaznala, ja. Ampak ne, se najdem v tem, zato sem to zaznala, ja. Jaz sem šla tako, jaz si bom zaslužila dobro porodno zgodbo. Jaz sem bila torej na konferenci. Jaz sem kot po tekočem traku brala vse porodne knjige, pa ne samo Modrost rojevanja, pa Moj porodni načrt. To je tako osnova. Pač jaz sem v tisti nosečnosti prebrala cel kup knjig. In jaz sem vedela po mojem o samem porodu toliko, ka, ne vem, povprečna porodnica ve 5% od tega, a ne? In jaz sem imela občutek, da je pa to, kar res rabam za osrečujočo porodno zgodbo. Še dulo sem imela, valjda ne greš. Pa še na Jesenice sem šla roditi. Mislim, vse sem poklukala, veš, vse prave odločitve sem naredila. In potem pride ta porodna zgodba, ki, by the way, je bila dobra, a ne? Jaz sem bila, med samim porodom sem bila spoštovana. Do pikice so spoštovali moj porodni načrt. Sama sem bila, zdravnik sploh ni noter prišel, nobenih luči, tiho govorenje, tako, res sem bila, vse se je res, tako, tisto, kar se... Po načrtih. Tako, a ne? Ampak ena ta moč poroda in ena ta bolečina in ves ta boj, ki je prišel zraven, jaz sem imela pa skozi občutek, toliko sem se pripravljala in zdaj me kar takole predeluje, a ne? Kaj se dogaja? Jaz tega ne štekam, ne razumem, a ne? In naj poudarim, porod je bil lep porod, torej za vse normative, ampak moje doživljanje je bilo pa tisto, kar sem si mislila, ne vem, mislim, jaz ga pa ne doživljam tako, zame je bilo pa čist preveč, a ne. Sem čist preveč stiske čutila, čist preveč enega strahu, tako ene zmedenosti in vsega tega. Ok, in pa pride druga nosečnost, takrat mi je bilo že čisto jasno, da bom pač rodila doma, ene ženske smo pač narejene za to, da moramo roditi doma, da ne gre drugače. Takrat sem imela že torej svojo babico, ki me je spremljala in ob njej sem jaz res dobila to eno podporo, tako da sem ji res lahko čist zaupala, tudi v eno to njeno strokovnost, ki je v bistvu čistko na podlagi te njene oskrbe in pregledov, ki jih je imela že torej čez mojo nosečnost, smo dejansko ugotovili, da so bile določene specifike mojega telesa lahko pogojene za tak naporen porod v resnici, ta prvi porod, a ne. Skupaj z njeno pomočjo smo že šli v tej drugi nosečnosti potem v neke tehnike, priprave, ker smo že opazili, da se mi isto stanje ponavlja, torej diastaza. Otrok je bil v posteriorni legi, torej ni čist optimalna lega. Plus, da je bila najbrž posledica tega tudi, da se meni porod kar ni začel. A ne? In pol na koncu... To mi je znano, ja. In še to, jaz sem bila prepričana, da bom rodila prej. To je bilo najbolj
travmatično obdobje mojega življenja. Vsak dan zvečer sem jokala, ker sem pa vedela, da samo do 14. dneva lahko rodim doma. In sem rekla, ne, nisem se pripravila, jaz ne grem več v porodnišnico, ne grem, ne. No, in na srečo se je pol porod lepo začel odvijati. Ampak sam porod je bil kljub temu, bil ful hitrejši, ampak je bil vsem naporen. Vsem je tako orang boleč, čeprav hiter, a ne. Ok. Torej, spet sem vse naredila, kar bi lahko prav naredila v tisti situaciji. In pol, ko sem bila pa v tretje noseča, sem pa že celo nosečnost, se mi zdi tako drugače dojemala. Tako obe prvi nosečnosti sta bile zelo striktno načrtovani, control freak, kot sem prej rekla, ne, v tem ciklu hočem zanositi. In to je naporna odločitev v resnici. Jaz sem bila živčna že 3 mesece prej in itak sem bila čisto napsihirana, pa sem se sploh prav odločila. Kaj se grem, ne? In pa sem rekla, jaz se ne grem več tega. In zato po določenem obdobju, tako, ko je bila primerna razlika med otroki, sem rekla, ok, zdaj se bomo pa nekako, bova pa bolj na easy vzela. To ne pomeni, da greva v to striktno, da bom zdaj zanosila, ampak samo, da se prepustiva, ja, nekako. No, in mi je zaradi tega bilo celo nosečnost ful lažje sprejeti, ker je bilo tako, eno lepo presenečenje, koliko lepo, a ne? Koliko fajn, čeprav je bila ta nosečnost ful huda na začetku, ker sem bila na ful zdravilih, moji hormoni v nosečnosti niso bili v redu, jaz sem bila na ekstremno visoki dozi progesterona in glavni stranski učinek je, da ti je na smrt slabo. Na smrt. Ponavadi me je rata slabo tam nekje 8. teden. Jaz sem mogla zdravili začeti takoj. Takoj. In to je bilo tudi prvi 3 meseci, ko sem bila jaz na tej enormni dozi zdravil, je bilo vse na gašperju, a ne. To je bilo tako eno tako stresno obdobje v resnici za celo družino in tudi otrokom še nisva povedala, da sva noseča, pač samo, da se mami slabo počuti. In pol je Oliver enkrat vprašal, če ima mami raka. In pa sem rekla, mogoče je dobro, da poveva. Mogoče bi bil zdaj primeren čas. Da jih ni strah, ne? Ja. In tudi po teh prvih 3 mesecih se je v resnici vse lepo popravilo. Ena grožna spontanga splava je torej minila. In prišlo je pač tisto tako res drugo 3 mesece, nekaj res tako eno tako naspidirano obdobje, se mi zdi res najlepši del lahko nosečnosti. Tretje 3 mesece me pa spet nekako stisnilo v smislu, toliko imam še za narediti, toliko moram še podelati stvari, ful enih programov sem imela še razpisanih, ne vem, kva vse sem še hotela narediti. In pa mi je tako res, tako sem rekla, 2 tedna pred rokom poroda, jaz želim iti na porodniško. Ampak valjda tiste 2 tedna pred porodom jaz še nisem imela zrihtanih vseh stvari. In mi tako babica na enem od obiskov prav tako direkt rekla, Agata, ustav se, ker če se ne boš, te bo porod dobil nepripravljeno in ne bo dober. In to je bilo vse, kar sem jaz rabila. Tako takrat mi je bilo, do takrat sem se ful oklepala vseh stvari, ki jih moram še zrihtati. In pa, kaj je ona tako rekla, sem rekla, ok, v redu, v redu, bože. Koliko ena beseda ene modre žene zaleže. Točno to. In pa sem rekla, torej, kako naj se jaz pripravim na porod? Že zdaj vem, tako, vse, kar, mislim, ful več kot normalna, klasična porodnica rabi vedeti. In pa me čisto prešina, Agata, ti se moraš pripraviti duhovno. Tako se mi zdi, da tudi ful veliko te ene priprave ima točno to past, v katero sem se ujela, da bomo nadzorovali porod. Ampak porod je
tako ena spet globoka in vse prežemajoča stvar, da mi ne moramo nadzorovati. In glih iz tega, v bistvu med samim porodom mi svoj neokorteks hočemo izklopiti, svoj razmišljajoči del mi moramo izklopiti, da en ta prvinski del naredi svoje. Torej en ta nezavedni del, na katerega pač ne moramo z našimi mislimi Takrat vplivati. vplivati. Ja. A ne? In sem rekla, lej Bog, v redu, jaz se bom zdajle pa začela duhovno pripravljati. In sem zelo načrtno iskala svetopisemske citate, sem si jih pisala v blokec. Sem rekla, jaz hočem biti res čist usidrana. Ta porod, jaz hočem, da je to zame duhovna izkušnja. Da sem res čist usidrana v tebi in nisem prosila za to, da porod ne bi bolel. Jaz sem rekla, kar bo, pa bo, Gospod, ker jaz vem, da je edina stvar, ki jaz takrat rabim, da čutim tvojo prisotnost in da vem, da si ti zraven. In sem vedela, da karkoli že bo, če boš ti zraven, bo v redu, bo šlo dobro. Takrat sem pa tudi poromala na Brezje in sem si vzela nekaj časa tam pred tistim Marijinim oltarjem, prav da sem molila za porod. Še ful pomembna stvar sem spustila, da sem jaz naredila posvetitev Mariji v tisti nosečnosti. Ker mi je bilo v resnici tako tudi en tak globok proces, ker v tej posvetitvi ti v resnici daruješ vse, tudi svoje molitve, a ne, tudi svoje priprošnje. Pač vse daruješ Mariji in si na nek način prazen, a ne. Vse, in to mi je bilo tako, kar malo me iztisnilo. Takrat se spomnim, sva z Gašperjem že sedela pri naših na kavču, ker sva skupaj delala to posvetitev in so se mi to tako pri unem delu spogledala, a res to hočeva iti čez. In pa sva rekla, ja, kaj pa bova? Kdo bo pa boljš za naju skrbel kot mama, a ne? In mislim, kako se lahko, kdo lahko boljš upravlja z vsemi najnimi dobrinami, z vsemi najnimi molitvami, dobrimi deli kot ona, ne? Zdaj se v resnici ful zadržujem, ker mi je to ful ganljiv del. In me zmeri znova me tako pretrese to. To je bilo eno tako, tudi iz te molitve, jaz sem si takrat pisala, svoje molitev sem pisala, svoje prošnje sem pisala. In takrat sem jaz tako čist bila prepuščena. V bistvu tudi dosti teh stvari, ki sem ti zdaj izrekla, sem izrekla v tisti molitvi, ki sem si jo napisala. In takrat sem jaz v svojem srcu zaslišala tako besede, ker si vsa moja, se na tebi lomi Evino prekletstvo. In jaz sem bila tako takrat, okej, tole se mi zdi, da sem slišala, jaz si bom to zapisala, pa bomo videli, kaj bo, a ne? In pa se je zgodil v bistvu ta porod, ki je bil tako, da se nič ne dogaja, a ne? To je bil, zjutraj se je začel, to je meni en tak blagoslov, da sem vse svoje otroke do zdaj nekako rodila čez dan. Ker se mi zdi tako, okej, pol je večer, gremo lepo spat, normalno zalaufamo ta naš del. Tako da zbudiš se spočit, nekaj se začne tako. In tako da zjutraj se je nekaj začel, mogoče že prejšnji dan sem nekaj čutila tako, ampak to se je že tak cel mesec prej nekaj dogajalo. In jaz sem bila, okej, whatever, karkoli pač bo, a ne. Sem vse en babici tako javila, nekaj je,
ampak itak najbrž ni nič, ker res nisem hotela imeti tega feelinga, da me nekdo čaka. Zmenjena sem bila s 3 kolegicami, ki v resnici pač nisem vedela, mislim, tako je bilo, da je zmeraj ena nekaj imela, da jaz sem pa res hotela imeti tako odkljukan, da bo za otroke nekdo poskrbel, ampak v bistvu se je tako poklopil, da so čisto vse imele čas. In tako so one, v bistvu, babica, ko je že babica prišla, ko smo rekli, da je to, da se je zdaj pa že res najbrž nekaj začel, sem babici rekla, tako, da lahko še spodaj počaka. In sem jaz s temi svojimi puncami in z Gašperjem smo imeli slavilno molitev, smo prižgali kadilo, čez vse te, tako, res je bilo tako en tak, tisto, kar sem si želela, en tak, Gospod, daj ti, prežemi ta prostor s tem kadilom in res bod prisoten tukaj zraven. In potem, ko je prišla babica, pa so itak po mojem začeli s postavljanjem bazela, ne spomnim se, jaz sem se takrat pač odmaknila. Sem tak tip, da mi je najlažje roditi, če imam občutek, da tako življenje teče dalje. Mene je ful pomirjalo, da sem tam slišala, da se imajo pač oni dober, da se neki hecajo, da se otroci igrajo, da se otroci kopajo, ne. Pač za tiste trenutke, ko sem imela popadek, sem se pač zaprla v kopalnico, v svojo temo, v en svoj prostor. In potem, ko je postalo intenzivno, v resnici ni postalo intenzivno v smislu, da bi bilo boleče. A ne, zmogla sem eno to totalno prepustitev. Imela sem tiste svoje svetopisemske citate, ki so me popolnoma tako izročili v eno božjo navzočnost, da se povsem prepustim Bogu. In to je nekako tisto, kar si v resnici za sam porod želiš, ne? Da ne prideš do tega ene zakrčenosti, ampak da se zmoreš povsem sprostiti. In kljub temu, da sem jaz čutila, da porod postaja bolj intenziven, za noben popadek jaz ne bi mogla reči, da je bil boleč, da me je bolel. Wow. In potem, ko sem v bistvu že tako čutila, ok, zdaj bom pa po mojem rodila, pa sem pošla v bazen, pa se kar tako nehalo vse dogajati. Aha. Ok, jaz tam v bazenu 15 minut sem bila tako, ok, lahko kakšno serijo gledamo pač. In pa so prišli 3 popadki, ki so recimo, jaz pri tisti pauzi sem si mislila, pismo, a se je vstala. Spet ne. A mogoče to sploh nič ni bilo, a ne? A se mogoče šele začenja. Še bolel te ni, ne? Ja, Kaj pa če res? Pač, ne vem, kaj če zdaj ne bo nič. In pa so prišli 3 popadki, ki so pa res tako usekali, ki so pa res zaboleli. In pa sem začutila, ok, zdaj bom rodila in sem Gašperju zatežila. To je tako un del, ki ga je ta prijateljica, ki je porod snemala, tako bila vesela, da je ta del ujela, ki jaz tako rečem Gašperju, Gašper, prid not. Pa Gašper je tako, mislim, meni se je zdelo, da se on obira tistih 10 minut, ko on čist ni vedel, kaj. Par sekund se ti je zdelo cela večnost, ne? A se moram zdaj sleči, ali naj grem kar oblečem, ko stojita. Priče noter! In pa on, hiter stop noter. In pa sem jaz rodila. In to je bilo to, in to je bilo to, in to, vsi so bili tako, a to je to. In ena babica, ki je sicer tudi, tako, mislim, 2 babice sem imela, pa ena še tako, je v bistvu, nisem imela. Ena prijateljica je tudi babica, ki se je nekako ujelo, da je lahko prišla še k meni glih. Je rekla, Agata, tvoj porod mi je dal krila. In jaz sem tako, edina stvar, ki mi je pri vsem tem ostajala, je, a tako to zgleda, kar res povsem prepustiš vajeti. A to se zgodi. In v bistvu
ta porod je meni ena ali pa ena stvar, h kateri se vedno znova vračam, ko se sprašujem, kako konkretno lahko Bog deluje v mojem življenju. In ne vem, meni se zdi, da je bil ta porod tudi ena taka potrditev vere, v eno to spremstvo Boga, spremstvo Marije, kako se lahko kvaliteta življenja čist obrne. In Ko se prepustiš. tako, a ne? Ali pa ko jih res tako konkretno povabiš v življenje. In jaz še zdaj, Frida bo kmalu stara 2 leti, jaz imam še vedno občutek, da kar hodim po oblakih. Tako zafrkavam se, ne, tega ne bom v kamero rekla. Kaj, zdaj moraš povedati? She's my favorite child. Sam je porodna izkušnja zelo pomembna. Ampak ni, mislim, tako se mi zdi, da vse pol tako steklo, Res je. tako v enih rožcah sem bila res, tudi v teh njenih prvih, pa čeprav so bili to zelo naporni meseci, takrat s šolanjem od doma in vse, a ne? Je bilo res hudo, ampak mene taki eni prijetni občutki prevevajo vedno, ko se spomnim celotne te zgodbe z njo, a ne? Do zdaj si mislim pismo, kako si se nama ti posrečila. Tako res vidim tudi en ta blagoslov, ki ga nov otrok lahko prinese celi družini, a ne, ker ni samo eno to, kako ne rečem, dodatno breme, pa ful novega dela, ampak se čisto spremeni dinamika, ker se med njimi spremeni dinamika in to po mojem res lahko v polnosti vidiš šele, ko imaš več otrok. In v bistvu skozi tudi njo, a ne, kaj je moja prva punčka, jaz imam tako, pa nikoli nisem prej, mislim, jaz sem bila čisto vesela, da sem imela prva 2 fanta, nekako tako, se mi zdi, da čisto dobro znam delati s fanti, ampak jaz sem bila njej kot punčke toliko vesela, tako, ja, res mi je ful veliko pomenilo to, da sem jo dobila, ja. Agata, ob tvoji zgodbi meni se zmeri naješ koža, jaz sem bila noseča sta 5, ne, oziroma sta 6, no, ampak s 5. otrokom, ki je zdaj pri nama in je tudi punčka. In sem zdajle kar podoživljala, ker zame je bil tudi vsak porod lepši. Vsak porod res en blagoslov, kot si rekla, no, in sploh pa, ko se prepustiš, ko res, pa tako, ko povabiš Boga, kot si rekla, ful dober. Predvsem je tista potrditev v veri. To mi ostaja, in verjamem, da si to svojo zgodbo še koga nagovorila, ne samo mene, ampak res hvala ti. Hvala tudi vsem vam, ki ste prišli do konca te oddaje skupaj z nama. Vas vse vabim, da všečkate naš YouTube kanal, da stisnete zvonček, da se naročite, tako da boste vedno na tekočem z našimi oddajami, pa da nam sledite na Facebooku in tako pomagate skupaj z nami graditi odnose, ki jih je vredno živeti in predajati naprej. No. Hvala še enkrat, Agata.